Dober dan, skupina. Dober dan. Jaz bom danes vaša nova učiteljica, tako da bom malo preverila vaše znanje. Sergej, povej mi, kaj veš o Sloveniji, kdo je predsednik države? Predsednik države je Borut Pahor. V skupini se učijo slovensko, spoznavajo naše šege in navade, del učnega načrta pa je tudi zgodovina in spoznavanje kulturnih znamenitosti. Vse to pod budnim očesom prostovoljke. Lansko leto sem odšla v pokoj in sem se odločila, da bi rada še naprej kaj naredila koristnega, tako da bi dala svoje znanje še drugim. Gospa Frančiška je namreč poučevala slovenščino v osnovni šoli, zdaj pa je osnovnošolce zamenjala s priseljenci iz različnih delov Evrope. Mă numesc Ana Musteață, sunt din Republica Moldova, am 28 de ani. Ana je v Sloveniji že 3 leta, a se z učenjem slovenščine kar trudi. Pred kratkim jo je voznik taksija celo zamenjal za Slovenko. On mi je vprašal, odkot sem rekla iz Moldavije, ne? Da je on rekel, ne, pa imate to primorski naglas. Vsak uporabnik ima svojo zgodbo, želje in načrte. Sem prišla študirati. Kaj študiraš? Politologijo na Fakultetu za družbene vede. Zaradi dela, jaz sem podjetnik, imam podjetje v Sloveniji. Pri uresničevanju ciljev jih ovira jezik, zato redno obiskujejo učne ure na slovenski filantropiji. Spoznavali so tudi slovensko umetno pripovedko. Prosim, če preberete sebe. On je rekel, Krpan mi pravijo, vozim krasilno gobo, pa nekaj brusov. In takšno delo prostovoljko Frančiško preprosto osrečuje. Širi to duha in obzorje in mi je veselje to delati. Zato se vprašamo, kaj lahko mi naredimo za druge in ne, kaj lahko drugi naredijo za nas.